Lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli še naprej na Sport klubu. 34. kolo prve lige Telemach. Nadaljujemo z napetimi obračuni v slovenskem nogometnem prostoru. Selimo se iz Domžal, kjer smo videli zmago Domžalčanov. Zelo pomembno zanje, zdaj so prehiteli Nafto na predzadnjem mestu in so tako v nekoliko boljši poziciji v borbi za obstanek dve tekmi pred koncem. Tule na stadionu Ljudski vrt v Mariboru nas čaka obračun Maribora in Primorja. Lahko vse skupaj povzamemo kot nek popravni izpit za vijoličaste, ki so takrat, ko so premagali Olimpijo, tule na domačem igrišču, potem nekaj dni kasneje, v tisti tretji tekmi Primorje-Maribor v letošnji sezoni, morda celo takrat zapravili tisto svojo najboljšo priložnost, da nekako močno pritisnejo na Olimpijo. Ampak bomo vsem skupaj govorili seveda tudi z mojim današnjim gostom, tako da je poleg mene tule v Mariboru Amir Karič. Amir, lep pozdrav. Izjemnega ganskega napadalca, ki je tu bil v padcu, pa ni prišel do strela. Zdaj poskušajo Mariborčani prek Grliča, ali je tu šlo za igro z roko. Napad še ni končan, Žiga Repas pa ni prišel do strela, so pa zdaj vijoličasti takoj obkrožili glavnega sodnika. Glede na to, kako je bil postavljen, je pa povsem logično, da gre zdaj Martin Matoša ob rob igrišča. Prav po eni izmed tekem tule v Ljudskem vrtu se je oglasila tudi sodniška organizacija in takrat razkrila tiste najnovejše smernice, še enkrat vse skupaj poudarila. Zdaj bo hitro dobil Matoša na ogled tale posnetek. Grlič je tu streljal, sicer težko rečemo, kam gre žoga ob tem, ko je branilec tako hitro, ampak zares se zdi, da gre žoga v okvir gola in to je seveda 11 metrovka. Tudi vidimo, kako je imel postavljeno roko Bešir, razširil se je, žogi preprečil pot proti golu in tule je odločitev. Mariborčani ekspresno do 11 metrovke. Upam si trditi, da bi v primeru, če bi bil na igrišču, to storil Josip Iličić. V 5. minuti pa torej 11 metrovka za Mariborčane, Tete ali Macan. Hitro je šel na tla v svojo levo Macan in to je gol za Mariborčane v 5. minuti. Vijoličasti do vodstva, Benjamin Tete je bil natančen. Tule mirno zaključil, tudi kot bomo videli v ponovljenem posnetku, počakal na potezo vratarja in se razveselil svojega 9. gola v tej sezoni v prvi slovenski nogometni ligi. Na svojem računu pa ima tudi 4 asistence. Takole Tete zastal je in to je bilo dovolj, da je Toni Macan, ki danes debitira v prvi slovenski nogometni ligi. Hiter gol na takšni tekmi, ko šteje samo zmaga, nekaj, kar si lahko ekipa samo želi. Zdaj še ena priložnost, Žiga Repas in gol! 6. minuta. Upam, da mi kdo ne zameri tega izraza, ampak tole je blitzkrieg Maribora v Ljudskem vrtu. 2-0. Slabo je tu odreagiral gostujoči vratar in odlično je to znal izkoristiti Žiga Repas. Pri 11 metrovki jasno ne gre ničesar zameriti 24-letnemu hrvaškemu vratarju. Tule pa Žiga Repas do svojega 4. zadetka v tej sezoni v prvi slovenski nogometni ligi. Takole je Tete najprej rešil out, potem podal. Tako je bilo jasno, da je podaja natančna, ampak zdelo se je, da je Macan dovolj blizu, pa temu ni bilo tako. Žiga Repas pa je to znal izkoristiti in preigral vratarja s tem dobrim sprejemom. Potem vidimo, iz igre vrgel še Šatrija preko obrambnih igralcev na začetku napada, ampak vse zaenkrat Ajdovci nikakor ne pridajo do izraza. In tule nova napaka pri tem kombiniranju. Nevaren strel Elmasa, žoga mimo leve vratnice, ampak tule se je Tete
ujel v past in zapravil posest. Samo 3 v belem, sicer v protinapadu, 5 Mariborčanov je na svoji polovici, 2 sicer zaostajata. Rafiu ima priložnost. Še enkrat Rafiu, prvič ga je zaustavil Jug, drugič potem na pravem mestu mariborski blok. Dvignjena pa tudi zastavica. Nevarnost pred golom, Jug se je tu dobro znašel, bil tudi dobro postavljen. Zdaj bi lahko iz prekinitve dejaven ob teh prostih strelih, zdaj teče proti oddaljenejši vratnici, dobiva skok in tudi zadeva. Benjamin Tete, zdaj ni dvignjene zastavice, 3-0, sijajna podaja Elmasa. Ampak vseeno počakajmo še na ponovljen posnetek, tudi na to, da vidimo, kako je vse skupaj delovalo. Če je bilo utekanje pravočasno, je pa torej to tisti 3. gol, ki sem ga omenjal. Če ga doseže Maribor, je tekma odločena. Odlično je z glavo zaključil Benjamin Tete. Ne, prepovedanega položaja ni bilo. Krasno pa Benjamin Tete. Jo je skupil Raul Floroc, ki je s 15 goli prvi strelec. Poskuša medtem Suljanović, ki preigrava. Na tleh je bil Odžo. Previden je bil Odžo, da ne bi prišlo do igre z roko. Mutavčič lahko zdaj ostro poda. To mu je tudi uspelo. Do zaključnega strela je prišel Murillo. To zdaj morda priložnost za častni zadetek, rešuje Rekik in žoga je v 5. kotu za Primorje. Slab kot oziroma slabo izvedena podaja, no zdaj v drugo boljša. Ajdovci grozijo, Mariborčani ne uspejo izbiti. Tu je Suljanović in gol! Ja, tu je gol visel v zraku, kajti vijoličasti so bili absolutno preveč statični, nič ne bo z čiste mreže za Ažbeta Juga. 82. minuta, veselje tudi zdaj članov navijaške skupine Red Devils. Bešir je zadev. Mislim, da 3 žoge z desne strani pred gol Ažbeta Juga, eno tretje je šlo. Takole vidimo, napad je trajal, tekma se medtem že nadaljuje. In tule tudi Tete morda preveč statično. Same obrambe, boljšo obrambo od Maribora ima v tej sezoni samo Olimpija, ki je jeseni predvsem blestela. S strelom ni navdušil Suljanović. Benjamin, congrats on the victory, an important one to keep the pressure on Olympia. 3 points are staying at home. It seemed like, let's say, confident victory. How did you see the match? I mean, coming into this game, we was already confident because we've played a couple of games, tough games, and we got points in each of the games that we played. So, I mean, we was obviously confident in winning this game, and I think it's important that we got the win here to keep. I mean, the title is still there. You never know. You know. Your form is really good, let's say. Even in the previous matches, when you maybe weren't on the score sheet, it showed what you mean for the team. Today, let's say that reward also came with the goals. How did you see your rise in the form, especially after the injury? I mean, it was a bit difficult because once you get injured and you're getting back, you lose a bit of the rhythm of the game. But I mean, I'm glad that the coach got confidence in me, that I kept me in the game and keep playing to gain match fitness. And I mean, in the previous games I don't score, but I mean, you can't always score. Most important is helping the team and getting the win. So I mean, I'm glad when I help the team to get the win. The feeling in the dressing room, you mentioned that fight for the title is still open. How's the feeling between the players? You are still believing, right?
I mean, it's football, you know. You never know. We keep doing our thing. We try to win the games that's left, and then we just leave the rest because it's not under our control. It's just what it is. So we just leave it like that. Thank you very much and good luck. Thanks. Gospod Đeljković, ja, težko je v Ljudskem vrtu iskati točke, ko praktično začneš tekmo z 2-0 za nasprotnika. Morda za začetek, kaj se je dogajalo v teh uvodnih minutah in potem vendarle nekako strnjene vrste, nadaljevanje je bilo precej boljše. Ja, tako je. Zelo težko v Ljudskem vrtu, 2-0, ne vem, je 6. minuta bila. Ja, nič, kaj ćemo, šut na gol, penal, roka, imamo okej. Ne glede na to, mislim, da smo pokazali dober obraz, kot sem že rekel, 2-0, zaostajali, bili smo aktivni, bili smo agresivni, hoteli smo igrati, strmeli smo te naši igri in moram reči, seveda na koncu sem nezadovoljen, ker je poraz, ampak z odnosom, z igro sem kar zadovoljen. Koliko so ne nazadnje potem tudi tekme, kakšna je današnja dokaz, da je Primorje zasluženo tukaj, je, ko zaostaja ekipa z 2-0 proti Mariboru, vemo, velikokrat se potem zgodi, da gre domov z, kot pravimo, polno mrežo golov, ampak to se ni zgodilo, to je tisto verjetno pozitivno. Tako, in mislim, da je to naš karakter. Fantov skozi govorim, da je pomemben karakter in oni ga kažejo ga vsak vikend in na tem smo gradili v drugi ligi in tudi pol naprej v prvi ligi prenesali in na tem bomo tudi gradili. Nimam kaj reči kot drugega, da moramo nadaljevati. Normalno, tako kot ste rekli, zelo težko igrati v Ljudskem vrtu 2-0. Ponavljam, mislim, da smo na to spostavili neko našo igro, bili smo v polju, za moje pojme, zelo enakovredni, če ne mogoče ne še malo boljši, ampak normalno pa je, da je Maribor kvalitetnejša ekipa in da je zasluženo zmagana. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam. Po tekmi v naši družbi še Žan Bešir. Žan, gol za Primorje, vaše delo, ampak prej se je zgodilo tisto, zaradi česar danes odhajate brez točk. Če bi se tekma začela v 10 minuti, malce se morda lahko tudi pošaliva, bi bil rezultat 1-1, ampak tisti začetek vas je danes stal točk. Ja, tistih na začetku slabih 10 minut enostavno pač ne moramo privoščiti. Mislim, da moramo, vemo, da smo prišli v Ljudski vrt, da je to težko gostovanje in moramo enostavno na začetku malo pametnejše odigrati. Tako da, ja, pa kot ste rekli, če ne bi bilo teh 2 golov na začetku, mislim, da je bila tudi po teh 2 golih izenačena tekma. Na trenutke smo bili mi boljši, na trenutke oni. Vemo, da ima Maribor določeno kvaliteto, še posebej v napadu, tako da, ampak kaj, tako je nogomet. Mislim, da nas tepe, da smo tako še malo novinci v prvi ligi, ampak verjamem, da bo drugo leto boljše. Kako odreagirati po takšnem začetku? Kaj ste si recimo igralci lahko na hitro takoj sporočili praktično po tisti 6 minuti, kaj potem tudi med polčasom, nekaj izkušenj, ko ste dejali, že imate, ampak tu je res treba hitro odreagirati? Nič, samo ostati moramo bolj mirni. Ni okej, ker to se nam je zdaj že zgodilo že drugič, tudi proti Celju smo dobili v praktično 2 minutah dva hitra zadetka, tako da nič, samo ostati mirne glave in pač vemo, da bomo imeli svoje prilike, tudi mi prej ali slej, ker igramo kvalitetno, ampak kot sem rekel, moramo navaditi se trpeti in pol bodo tudi priložnosti v napadu prišle. Najlepša hvala. Hvala. Čestitke za zmago, odličen začetek, predvsem nekako na teh tekmah je najbolj pomembno, da se odpre, tako kot se je odprla današnja tekma. 3-1 končen rezultat, kako ste vi videli vse skupaj? Hvala za čestitke. Ja, izvrstno smo začeli tekmo, tako kot smo se zmenili. Na to smo malo padli, mogoče tudi zaradi tega, ko smo vodili 2-0. Nekatere stvari na začetku so mi bile všeč, na to ni mi bilo vse tako, kar bi mogel biti, ampak zaslužena zmaga. Gremo se zdaj dobro spočiti in naslednji teden nas čaka velike tekme. Dali ste, ko se je poškodoval Benjamin Tete, kakšen manjko je to za Maribor, pa smo mogoče takrat tudi mi mediji malce preveč, to je mali kot poudarjanje, da nekdo manjka brez tistega, ki ga ni, se nekako moramo, ker res vidimo, kakšno razliko dela, koliko teh dolgih žog pobere. Na zadnje zdaj je dosegel tudi 2 zelo pomembna zadetka, pa tista asistenca res je trenutno izjemno pomembna.
Ja, jaz jih imam fante na očesu vsak dan in točno vem, kako dihajo, kakšni so igralci. Tako sem tudi jaz, takrat, ko se je poškodoval, poudaril, ampak to je za nami, gledamo naprej, Tete je izvrsten igralec kot sam in seveda zelo pomemben za našo ekipo. 4 točke zaostanka za Olimpijo. Kako drugačen bo zdaj tudi delovni teden, recimo v pripravi na naslednjo tekmo, ko se vendarle malce voha tiste, ki jim gledate za hrbet? Mi imamo normalen teden. Že pred derbijem ste medije napisali, pa najbrž večina je že razmišljala, da bojo dvignili pokal v Ljubljani, pa smo jih deklasirali, tako da tudi sedaj gledamo čisto normalno, gledamo na sebe. Normalno, če bojo zmagali, bojo osvojili, ampak mi gledamo na sebe, gledamo, da jih probamo dohiteti, ampak zelo pomembna tekmo je pred nami. Vendarle za konec še pred tekmo informacija, da Josip Iličić ni nared poškodba. Kako resno vse skupaj, tu smo ga videli, da je odšepal iz Ljudskega vrta? Ja, začutil je list, bomo videli v naslednjih dneh, kaj je, koliko časa bo mogel biti out. Seveda, normalno, da ni nobenemu dober, ko se takšno poškodbo naredi. Najlepša hvala, srečno. Hvala tudi.